Dober dan, lepo pozdravljeni na Slovenski matici, na našem današnjem predavanju. Veseli me, da ste se v takem lepem številu odzvali našemu vabilu in pohvalno je, da ljudi ta tematika zanima, da jih ne pusti ravnodušnih, tako da hvala vsem za obisk današnji. Današnje predavanje organiziramo v okviru našega cikla Naj slovenščina odmeva, ki ga pripravlja Odsek za slovenski jezik pri Slovenski matici. In veseli smo, da bo današnje predavanje izvedel izredni profesor dr. Kozma Ahačič, naš ugledni član. Govoril bo, kot ste seveda prebrali, o jezikovni krajini v Republiki Sloveniji. Več o tej tematiki seveda bo predstavil in povedal sam, sledi tudi kratka delavnica. Naj samo čisto na kratko našega današnjega predavatelja predstavim. Je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalec na oddelku za zgodovino slovenskega jezika. Ukvarja se predvsem z zgodovino jezikoslovja in zgodovino jezikovne rabe. Je pobudnik in urednik vsem znanih portalov Fran, Franček, Franja, sodelavec pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, urednik inštitutske zbirke Slovarji in podpredsednik znanstvenega sveta ZRC SAZU. Seveda ga poznamo tudi kot pisca sodobnih šolskih slovnic, kot kolumnista in seveda tudi kot člana Društva slovenskih pisateljev. Samo še kratka zahvala našim sofinancerjem. Izvedbo predavanja in posnetka finančno podpira Javna agencija za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Sedaj pa vabim k odru našega današnjega predavatelja. Najlepša hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi. Današnje predavanje je rezultat večletnega spremljanja dogajanja na področju tako imenovane jezikovne krajine v Republiki Sloveniji, pri čemer se osnovni primeri naslanjajo na center Ljubljane. Dober primer tega, zakaj je takšno predavanje sploh pomembno, je na primer napis na frizerskem salonu, to vidite na Trubarjevi ulici v Ljubljani, kjer vidimo, kaj se lahko dogodi na naših ulicah, če tovrstno načrtovanje izpustimo iz rok. Tu na tem napisu namreč ne gre več za posamezni angleški napis ali angleško besedo, ampak za uporabo angleščine kot edinega logičnega jezika v javnem prostoru. Zdaj, najprej, kaj je jezikovna krajina? Izraz jezikovna krajina se nanaša na javno vidne jezikovne izraze v prostoru, kot so na primer napisi na stavbah, imena lokalov, ulic in trgov, prometna signalizacija, javni napisi, obvestila, oglasi in druge oblike pisne rabe jezika v javnosti. Gre za pomemben in morda najbolj neposreden kazalnik jezikovne kulture govorcev, saj odraža njihove prevladujoče jezikovne prakse, razmerje med jeziki in simbolno urednotenje posameznih jezikov v določenem družbenem okolju. Še preden preidem k vsebini, bi se rad omejil glede na področje, ki ga pokriva to predavanje. Tu bi najprej izrecno izločil dvojezična območja v Sloveniji in zunaj Slovenije, kjer je slovenščina tudi uradni jezik. Tam je namreč problematika jezikovne krajine še bolj kompleksna.
Zato za dvojezična območja ne veljajo vsi podatki, ki jih bom v nadaljevanju navedel. Verjetno pa se spomnite naprimer nedavnega zapleta z zgodovinskimi napisi v italijanščini, ki so ga v Kopru v sodelovanju z inšpektoratom zdaj ustrezno razrešili. Drugi zadržek, ki ga je treba povedati že uvodoma, je, da pri opozarjanju na pomen ustrezne rešitve javnih napisov ne gre za preganjanje tujih jezikov, ampak za zagotavljanje slovenščine in s tem za ustrezno zagotavljanje evropske večjezičnosti. Rabe slovenščine ne bo zagotavljala nobena druga država. Mi jo lahko, in če želimo imeti večjezično Evropo, bo moral vsak poskrbeti tudi za svoj jezik. Samo dobra ozaveščenost po celotni Evropi, tu sploh ne gre samo za slovenski problem, in ustrezno usmerjanje te problematike bo namreč zagotavljalo tako gospodarsko-turistično zanimivost mest, kakor tudi kulturno oziroma simbolno sporočilo posameznega območja. Prizadevanje za dobro urejen status jezikovne krajine zato ni neko vrtičkarstvo, ampak nasprotno. Šele to omogoča nekakšen kozmopolitski vstop v večjezični evropski prostor. Evropa ne bo mogla biti večjezična, če bo postajala vse bolj enojezična. In s tem vprašanjem se spopadajo tudi naši kolegi jezikoslovci v večjih državah, kot je na primer Nemčija. Gre torej za splošno evropsko problematiko, ki pa je v Sloveniji spremlja v zadnjih letih še dodatna brezbrižnost nadzornih organov. Mislim, da je ključno, da pri obravnavi tega vprašanja ne podležemo nekemu površnemu moralizmu, vrednostnim sodbam o posameznikih ali podjetjih, ki z uporabo angleških napisov kršijo zakonodajo in tako naprej. Najslabše je namreč ravno to, da rečemo vse je narobe in se tu ustavimo. To se nam namreč v slovenskem prostoru največkrat tudi zgodi. Nekaj obsodimo, ne ponudimo pa rešitve. Marsikaj se da narediti, če razumemo širše okoliščine. Moramo pa tudi razumeti, da gre za normalno tendenco v okoliščinah, v katerih angleščina nastopa kot tako močno dominanten jezik. Lahko se na primer spomnimo na čase, ko je imela še bolj dominantno vlogo pri nas na primer nemščina ali pozneje srbo-hrvaščina, na nekaterih delih italijanščina. Zato pa je potrebno spoštovanje zakonodaje na eni strani, obenem pa tudi javno utemeljevanje in osmišljanje, ozaveščanje o pomenu javne rabe slovenščine. Kratkoročno namreč s takšnimi napisi otežkočamo življenje svojim sodržavljanom, ki angleščine ne razumejo, recimo starejši, otroci, ranljive skupine in tako naprej. Dolgoročno pa z umikanjem slovenščine iz javne rabe slabimo njen položaj in to je začaran krog, jo z nevidnostjo delamo še manj samoumevno. Vse to pa ima tudi gospodarske posledice. Skratka, vtis o tem, da nisi v neki generični evropsko-angleški tvorbi, ampak v realnem mestu naredi šele turistično izkušnjo privlačno.
Turisti si ne želijo samo angleških mest in turisti si ne želijo, da bi bila vsa mesta v Evropi na dolgi rok enaka. Z istimi trgovinami, istimi napisi in istimi ljudmi. Ne? Skratka, turisti se bolje počutijo v pristnem jezikovnem okolju. Bolje se počutijo, če jih nagovorimo z dober dan, kot če že takoj gremo v rabo drugega jezika. Enako velja seveda tudi za vtis na drugih področjih in s pretirano razpuščenostjo tega področja se slabi tudi jezikovna samozavest govorcev. Skratka, tega se v slovenščini itak ne da povedati. Ne? To je ta zelo, zelo nevarna misel. Na Inštitutu za slovenski jezik Franja Ramovša ZRC SAZU smo na problem jezikovne krajine raziskovalno opozorili že v raziskavi leta 2014 v okviru projekta Izbrani vidiki jezikovne situacije v Republiki Sloveniji o vlogi presoje učinkovitosti njene veljavne zakonske ureditve. To je šlo za nekakšen pravni pregled. No, nato pa leta 2016 in 2017 v prvi zelo obsežni jezikovno-politični raziskavi jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov. Raziskave pa smo nadgradili še v ravnokar zaključenem projektu druga celovita jezikovno-politična raziskava o potrebah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenščine v sosednjih državah. Je dolg naslov, ampak tudi raziskava je bila dolga. Skratka, v teh raziskavah smo ugotovili in poudarili, da jezikovna krajina najbolj neposredno označuje in odraža jezikovno kulturo in jezikovno politiko. Je odraz nekega vsakodnevnega, splošnega jezikovnega vedenja. In veljavna pravna ureditev je temeljni okvir, ki določa želeno podobo jezikovne krajine. Zato je ključnega pomena, da določbe v zakonodaji, ki urejajo področje javne rabe slovenščine, uresničujejo potrebe in interese različnih skupin uporabnikov in pa da so uresničljive. Problematike pa se ne da rešiti zgolj s predpisi. Jezikovna zavest in posledično jezikovna raba je tudi stvar vzgoje, šolske vzgoje in sprotnega ozaveščanja. Tako da kar nekaj stvari, ki jih bomo danes slišali, je na primer v skrajšani obliki vključeno tudi v učbenik za 4. letnik srednjih šol. Skratka, tudi srednješolce bomo o teh znanjih ozaveščali. Za naše anketirance je to področje eno od najbolj problematičnih z vidika jezikovne rabe. Kar 97% anketirancev od 6000 je že leta 2017 menilo, da bi morala biti jezikovna krajina slovenska vsaj v obsegu, ki ga nedvoumno predpisuje veljavna področna zakonodaja. Anketa Slovenščina danes, ki je bila aktivna med marcem in junijem lansko leto, je prinesla zelo podobno vprašanje in spet je bil rezultat približno 95% tistih, ki se strinjajo, da bi se moralo to področje dosledneje urejati.
da smo ponovno vključili to vprašanje in šli v ponovno raziskavo, so bili vzrok tudi pogosti pozivi jezikovnih uporabnikov, ki nas opozarjajo na neskladnost javnih napisov z določbami Zakona o javni rabi slovenščine. Zdaj pa si poglejmo, kako je vse skupaj videti. Primere različne rabe in različnih značilnosti javnih napisov sem razdelil v tri dele. In sicer najprej so tu primeri, kjer se izkorišča nedorečenosti v zakonodaji. Nato imamo primere, ki so nedvoumne kršitve, in pa še kompleksnejši primeri, kjer pa ni najlažje reči, ali je nekaj še zakonito ali je že nezakonito. Moji razlagi bo nato sledil nekakšen praktičen del, v katerem bomo si lahko pogledali, kako prijavimo kršitev inšpektoratu, kaj se zgodi in kaj se je zgodilo tudi v našem poskusu, ko smo dosledno na inštitutu prijavili kršitve v sklopu 100 metrov določene izbrane ulice. No in morda nam uspe tudi skupaj še kje določiti, kako lažje razsojamo, kaj je še zakonito in kaj ni, in s tem naprej ozaveščamo druge. Zakonodaja. Zakonodaja je na področju javnih napisov na videz jasna. Zakon o javni rabi slovenščine določa, da mora poslovanje s strankami na območju Republike Slovenije potekati v slovenščini. To je 14. člen. Prav tako mora biti v slovenščini predstavljan izdelkov in storitev, vendar pa je tu že ena izjema, in to se ne nanaša na tujejezična imena blagovnih in storitvenih znamk. To je logično. To pomeni, da so recimo naslednji trije napisi zakoniti. Ampak že takoj se malo zaplete, a ne? Za McDonald's in za Miller ne bo nihče protestiral, ampak mednarodna firma je tudi firma Used Products, kjer pa je ta povezava, da gre za mednarodno znamko, že manj očitna in bolj zbode v oči. Skratka, ta napis je zakonit. In to je določena kvota napisov, ki jih ob upoštevanju prostega pretoka blaga in storitev v Evropi ne moremo zadržati. Tako da si lahko ogledamo dva primera. Recimo tu imamo primer Used Products iz Romunije in tu imamo primer Used Products iz Nizozemske. Naprej, zakonodaja. 17. člen na to določa, da morajo biti firme, torej imena podjetij, da morajo biti firme poimenovane v slovenščini. Če obstaja prevod v angleščino, ne sme biti vizualno bolj poudarjen kot firma ali ime v slovenščini. Mišljeno je tole, skratka, če imamo na primer neko ustanovo Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije, mora biti
angleški napis na prvi pogled manj opazen. Ni določeno na kak način, ampak ne sme biti bolj viden, bolj opazen od slovenskega. No in zakonodajalec je mislil, da bo z naslednjim 18. členom rešil področje napisov, ki označujejo imena obratov, lokalov in drugih poslovnih prostorov. V zakonu o javni rabi slovenščine nam reč piše: če je ime drugačno od registriranega, mora biti v slovenščini. Ne? Spet z nekaj logičnimi izjemami, recimo taka izjema je na primer mednarodni izraz kafe, ali bife, ali restaurant, ne? Tudi če je zapisan narobe. Ne? Torej, to ni nezakonito in podobno velja še za rabo mednarodnih blagovnih znamk, recimo Coca-Cola, ne? Pepsi Cola, Pringles in tako naprej. Ampak tu je besedica, ki je stvari zelo zapletla. Piše namreč, če je skladno s področnimi zakoni v slovenščini. To pomeni, da vsa ta zakonodaja ne velja, če v kakem drugem zakonu drugače. In tu se zelo zaplete. Lahko torej preidemo na prvo točko naših primerov, primeri, kjer se izkorišča nedorečenosti v zakonodaji. To so primeri, za katere je zakonodajalec mislil, da bodo nezakoniti, v praksi pa so obravnavani zaradi zakonskih lukenj kot zakoniti. V zakonu o gospodarskih družbah, če spada zakon o javni rabi slovenščine pod Ministrstvo za kulturo, zakon o gospodarskih družbah spada pod Ministrstvo za gospodarstvo. No, in v zakonu o gospodarskih družbah je velika zakonska vrzel, morda celo namerna, ki omogoča zlorabo te zakonodaje. Tržni inšpektorat se v zadnjih 10 letih po nam znanih podatkih ob dvomu v teh primerih vedno odloča v korist gospodarskih družb, ne v korist slovenščine. In, kar je res čudno, sodnih postopkov na tem področju sploh ni, vsi v gospodarstvu so zadovoljni. Ne? To tudi malo priča o sami ostrini inšpektorata, kar se tiče jezika. Izkoriščanje te vrzeli je za inšpektorat po njihovi pravni presoji zakonito. In to pomeni, da ne bomo mogli ničesar spremeniti, dokler se ne spremeni zakonodaja, dokler se ne spremeni zakon o gospodarskih družbah, zato ker gre tu za dolgoletno prakso javnega, pravno, formalno, zato za razlago zakonodaje tudi pristojnega organa. No, in zdaj pa poglejmo, zakaj gre, na kak način lahko mi dobimo mnogo več angleških napisov, kot bi si jih mi želeli ali kot si jih je zakonodajalec želel. Recimo, da želimo poimenovati svoj obrat, lokal ali poslovni prostor Lana's Corner, The End, to je tule 4 metre stran, Relay of Youth Vintage ali pa Snail Shop. To nam sam zakon,
če ga beremo površno, preprečuje. Zakon o gospodarskih družbah namreč določa, da morata biti v slovenskem jeziku nujno sestavina firme, ki nakazuje dejavnost in oznaka družbe. In da se lahko prevod firme v tuj jezik uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku. Ne? No, in tu imajo na Ministrstvu za gospodarstvo glede tega celo neka navodila. Ta navodila niso idealna, ampak kljub vsemu so, na tej ravni stvari funkcionirajo. In če pogledamo firme pri teh poslovalnicah, je vse zakonito. Tu je Snail, družba za trgovino, storitve in finančno posredništvo. Skratka, normalno ime. Liljana Zobec, SP. Vintage, društvo za ohranjanje in razvoj swing in rockabilly kulture. In Green Shop, gostinske storitve d.o.o. Torej, sami za ta čas zakonsko dovoljena imena. Ne? Ampak kako pa potem pridemo do tega stanja? Z luknjo v zakonu. Zakon o javni rabi slovenščine namreč ravno takšne napise prepoveduje. Ne? Ampak zlorabimo lahko 18. člen, ki pravi, da velja to samo za imena oziroma za lokale, ki so poimenovani drugače, tule je to napisano, ki so poimenovani drugače kot z registriranim imenom ali firmo pravne osebe. To pomeni, če je nekdo registriran, potem lahko svoje registrirano ime uporablja, ne glede na to, kakšno je. Ampak seveda, firme se ne da registrirati nezakonito in vse firme so registrirane v slovenščini. No, tu pa lahko stvari začnemo izkoriščati, če se vrnemo k zakonu o gospodarskih družbah. Formalno namreč ta zakon zelo natančno ureja registracijo firme podjetja, ampak poslovna enota pa ni samostojen pravni subjekt in sploh nima svoje firme. To pomeni, za firmo velja zakonodaja, za vse poslovne enote v Sloveniji pa ne velja nič. Nobenega nadzora, vse je možno. Zakon ne določa, v katerem jeziku mora biti ime poslovne enote. In kaj to pomeni v praksi? V praksi pomeni, da greš ti kot podjetnik na iPes ali na Spot in uradni obrazci omogočajo, da poslovni enoti dodaš poljubno ime. In to ime se potem pojavi v registru kot del polnega imena enote. Skratka, lahko si izmisliš povsem angleško ime poslovne enote, ga vpišeš v register, tega ne bo nihče gledal in ko je enkrat to angleško ime vpisano v registru, je pa za inšpektorat to uradno ime in je zakonito. Ne? Torej, to podjetje odda vlogo na Spot, podatki se preprosto vpišejo v poslovni imenik Republike Slovenije pri iPes in med temi podatki je tudi ime poslovne enote. Če bi torej na tržni inšpektorat dali prijavo za tako ime, bi nam rekli, ne,
to je vse zakonito. Zakaj? Zato, ker je nujno, da uporabljajo registrirano ime ali firmo. Ne? In to potem za inšpektorat celo pomeni, da je to povsem v skladu z 18. členom zakona o javni rabi slovenščine. Torej, vse tole je zakonito, čeprav smo zakon napisali na tak način, da to ne bi bilo možno, da ne bi moglo biti zakonito. Ne? Recimo, Lara's Corner ne bi šlo skozi, The End ne bi šlo skozi, Relay of Youth ne bi šlo skozi in tule Shop ne bi šlo skozi. Bi bilo možno trgovina Snail, ne? Ali pa samo trgovina Vintage, moj Vintage, ali pa butik, ne? Ali pa, no in tako naprej. Zamenjal sem ta in ta sta zamenjena, se upravičujem. Ja, se ste opazili, verjetno. No, to ni neznana pravna vrzel, ampak politične volje ni in vedno se vse neha pri vsakokratnem gospodarskem ministrstvu, ne glede na vlado. Ne? Samo zaradi jezika, namreč noben od ministrov noče posegati v politično nevaren zakon. Če pogledamo izjavo trenutnega gospodarskega ministra, bomo zelo hitro videli klimo in lepo prosim, to ne leti na njegovo stranko, zato ker tu imamo z več različnimi ministri že zelo podobne izkušnje. Še tole sem bi bil omeniti. Vse te poslovalnice smo v raziskovalne namene prijavili inšpektoratu in inšpektorat nam je dejansko odgovoril. Z vpogledom v poslovni register Slovenije ugotavljamo, da ima podjetje Lara's Corner vpisano to kot poslovno enoto. Kar pomeni, da se za poimenovanje konkretnega bara uporablja naziv, ki je vpisan v register. Ne? Tole je vpisano v register. Skladno z zgoraj navedenim, tako o kršitvi ne moremo govoriti. Okay? Zdaj pa samo malo. Boste spremenili zakon o gospodarskih družbah, da imena podjetij, gostinskih lokalov in trgovin ne bodo več v angleščini ali drugih jezikih? Jaz mislim, da... Da, ne, se je zelo preprosto. Trenutno ne. Evo, bom rekel ne, zato ker to ne bo pomagalo. Mi moramo, kar se tiče slovenščine, tukaj ste rekla, nameniti bistveno več sredstev za plače učiteljev. Tukaj imamo problem in verjetno bo potrebno v nadaljevanju poseči tudi v plačno reformo. Ampak politiki imate to moč in lepo bi bilo, da bi imeli slovenske napise v Sloveniji. Gospod Janša. Lahko je spraševati na da, ne, odgovore da, ne. So neodgovorni od politikov, da rečeš da, ne. Mislim, a hočete, da imamo angleščino na napisih na trgovin ali ne? Ne, nočem, ampak ne vem, če... Potem pa vsake, da vidite, vi ste politik. Gospod Janša, pa me... Ja. No, skratka, to je realno stanje, ne? Kako gremo s takim... Ko gremo s tako težavo do vlade in tu je en problem, da se del jezikovne politike ureja na Ministrstvu za kulturo, del jezikovne politike pa bi se moral urejati tudi na Ministrstvu za gospodarstvo in dokler predsednik vlade ali predsednica ne bo prevzel odgovornosti za neko tako problematiko, se to zaradi različnih interesov, ne, različnih resorjev v vladi ne bo zgodilo. Možnost, če sklenemo,
s temi primeri, možnost za izkoriščanje zakonskih lukenj je zelo veliko. Ministrstvo za gospodarstvo v vsaki vladi ignorira morebitne pozive Ministrstva za kulturo. Pod Ministrstvo za kulturo pa spada Zakon o javni rabi slovenščine. Omenjeno težavo, kot sem že rekel, bi lahko odpravila samo zakonodajna akcija, ki bi bila usklajena na ravni celotne vlade. Gre torej za tipičen problem z področja vodenja vlade. Težavo bo namreč vsakokrat zaznalo Ministrstvo za kulturo, reši pa jo lahko samo Ministrstvo za gospodarstvo. In zdaj se že več vlad vrti v začaranem krogu prelaganja odgovornosti. Gre za zelo podobno in še malo bolj zapleteno stvar, kot recimo je bila z Applom in malo manj zapleteno, kot je z Netflixom. Poglejmo si zdaj nekaj primerov, kateri vsi napisi spadajo pod to kategorijo. Skratka, pod kategorijo napisov, ki so zakoniti zaradi izkoriščanja lukenj v zakonodaji, čeprav bi morali biti glede na duh zakona nezakoniti. Čakajte. Recimo, Let's Walk je poslovna enota od firme Azijska kuhinja. Red Eye Monkey tudi je poslovna enota, vendar pa ima tule spodaj napisan premium cannabis, kar pa je nezakonito in če bi to, skratka, če bi samo ti spodnji dve besedi prijavili na inšpektorat, bi morali pa ju odstraniti. Barbarella Juice Bar je enako ime firme, je popolnoma slovensko, poslovna enota, podobno je tu Le Outlet, je poslovna enota, je pa nezakonit tale spodnji napis za malo, zato ker ni ime poslovne enote in če bi to prijavili na inšpektorat, bi morali odstraniti. Potem je Gift Shop, luknja v zakonu, To Do in Slovenija je luknja v zakonu, ampak tole spodaj pa ni ime poslovne enote in če bi tole prijavili na inšpektorat, Daytrips in Local Products, bi morali to odstraniti. Tu se do tega bomo še prišli, česa vsega inšpektorat ne dela. Potem imamo Bubbles Dogs, tole je luknja v zakonu, tole spodaj je pa spet nezakonito, zato ker to pa ni del poslovne enote, s tem, da za bar bi lahko dokazali, da je neka splošna beseda in bi morali na inšpektorat reči, da je nezakonito samo sparkling, oysters pa hot dogs. Hot dog, če ne bi bilo seja, bi bilo zakonito, tako je pa nezakonito. In kot vidite, ko enkrat dovolimo tole, zelo hitro po enem, ne s slabim namenom, skoraj da zagotovo ne, ampak po nekem instinktu se itak mora biti vse v angleščini, dobimo v angleščini še tole spodaj in potem seveda še spodaj opening hours, pa everyday, pa AM, pa PM. Skratka, to hitro začne se razraščati. Zakonito, nezakonito, nezakonito. Dobro. Recimo, da smo se s tem sprijaznili. Jaz se sicer nisem, ampak recimo, rečemo v redu. To je trenutno stanje zakonodaje, nič ne moremo, ministri pravijo, ne bomo spremenili, v redu. Ravno zato, če bi rekli, da to pustimo
primeru bi bilo še toliko bolj pomembno, da bi pa nadzirali na inšpektoratu najočitnejše kršitve, popolnoma nesporne kršitve, torej tiste, ki jih lahko vidimo s prostim očesom, ko se s kolesom peljemo po ulicah. Ne? To bi inšpektoratu verjetno vzelo, če bi bil nadzor reden in če bi osveščali 2 dni namesto na dan. Ne? Ampak situacija na terenu je ravno nasprotna. Za tržni inšpektorat je to področje eno od najmanj prioritetnih. Ni kadrov, toliko moramo biti pošteni, ne? In tudi z gospodarskega vidika, seveda to ni absolutna prioriteta, če na drugi strani, na primer, mora isti inšpektor nadzorovati nek primer, kot je recimo prodajo pokvarjen avto in je v garanciji, pa ga ne popravijo, pa gre za 10.000 evrov izgube. Ja, res je, to ni primerljivo, ampak ravno zato pa je tržni inšpektorat vedno tudi povezan z ministrstvom in ministrstvo usmerja tudi kadrovsko pokritost inšpektorata. Z jezikovnega vidika bi bilo namreč nujno tu narediti zakonito stanje. Ne? Mi imamo zdaj slovenska mesta, v katerih je stanje nezakonito. Ne? In to inšpektorat tolerira. Poglejmo si zdaj nekaj primerov, kjer so pa kršitve popolnoma nesporne. Ne? Zato, ker so se te kršitve tako razrasle, namreč dobivajo podjetniki občutek, več smo jih tudi vprašali, ker tu smo delali raziskavo jaz, dr. Janoš Ježovnik in dr. Nataša Glih-Komac. Skratka, več smo jih tudi direktno vprašali in so rekli, saj imajo vsi v angleščini. Ne? Saj vsak razume. Skratka, zato, ker so se kršitve preveč razrasle, se pozablja tudi na, recimo, določilo, da v primeru, da imamo slovensko in angleško različico, različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena. Ne? Tu imamo, na primer, popolnoma nezakonit primer. Vsi bankomati ATM imajo tule male nalepke, nezakonite, ne? Tu je kazen od 2 do 5.000 evrov. Ne? Tole, Joe's je zakonito, Joe Penjas je zakonito, Always a good time je nezakonito. Fresh Snickers this way je nezakonito. Welcome cakes je nezakonito, za krasant, pa za toast, pa za panini bi pa lahko dokazali, da je mednarodno. Ne? Tako da, potem recimo, we are always hiring, to je, pa tole je tudi absolutno nezakonito. Potem imamo Turkish Airlines je zakonito, ker je ime, ampak vse ostalo je pa tole nezakonito in tako skoraj 20 napisov na slovenski. Cel kup imamo nalepk, ki so na javnih prostorih v angleščini in so zato nezakonito. Recimo, no poop zone je, take nalepke ne sme biti, ne? Ampak se reče, prosimo brez kakcev.
Potem recimo, tole je nezakonito, ta znak open je nezakonit, če ni zraven še besede odprta. Ne? Sorry, we are closed. Nezakonito, če ni z večjimi črkami napisano smo zaprti. Tukajle, ne, recimo imamo v angleščini z roko napisano, tudi to je nezakonito. Špar ima lepo siti mut, ne. Tu bi sicer, če bi jim dal inšpektorat kazen, bi lahko dokazovali, da je to mednarodni izraz, ampak jim ne bi uspelo. Ne? Če bi to na sodišče prišlo, bi morali plačati teh 5000 evrov kazni, zato ker ne moremo reči, da zato ker je angleščina mednarodna, da je pa vse, kar je v angleščini, mednarodni izraz. Ne, mora biti v večini evropskih jezikov tak izraz, da je res mednarodni. No, ali pa tule spodaj, kot vidite zraven Lara's Corners, se kar razrašča angleščina in tule nas vabijo v angleščini, da naj bagle si umislimo. Potem restauracija za nezakonitimi angleškimi napisi, za nezakonitim angleškim podnapisom in seveda tudi ne reče se, kdaj so odprti, ampak bo the opening hours. Ne? Spet tule nekaj metrov stran, new collection, to je nezakonito. Zraven bi moralo pisati nova kolekcija. Kebab house je zakonito, by šef pa ni zakonito. Če bi že uspel jim dokazati, da je šef zakonit, pa by ni zakonit. Ne? Skratka, in če bi se tega inšpektorat lotil, bi zelo hitro lahko med podjetniki dosegli osveščenost, ker čisto vsak, s katerim smo kontaktirali, je rekel, da jasno, da če bi morali bi to spremenili. Ne? In potem seveda sledi še Nedelja z Veliko. No, tole je trenutno najhujši primer. Frizerija, tu v Ljubljani, na Trubarjevi, v kateri je čisto vse v angleščini. Ne? In lastnikom sploh ni bilo jasno, zakaj sprašujem, ali bi moralo biti tudi v angleščini. Mislim, tudi v slovenščini. Skratka, te osveščenosti ni, zato ker je nadzor odpovedal. To je tako, kot da bi nam v celotnem centru Ljubljane nehali v trgovinah obračunavati davek. Ne? Gre za isti nivo kršitve. Ali pa tule na slovenski bar za vsaj 70 napisi v angleščini, nekaj jih je prevedenih tudi v kitajščino. Ne? In ko smo šli noter vprašati, so rekli, vse je zakonito, to so nam inšpektorji rekli, zato ker imamo tu na listu pa vse v slovenščini. Ne? To dvomim, da je res, ampak res so pa imeli list s slovenskimi napisi. No, ali pa tole, ko doživljamo, da so zunaj samo v angleščini. Če bi bilo pa tako, da je na eni strani v angleščini, na drugi strani pa isto v slovenščini, je pa to zakonito. Ne? Dobro. Okay. No, recimo, tu je pa rešitev, ki je pa kar zgledna, zakonita, skratka, mešanica slovenščine in angleščine. Slovenščina je dosledno
večja, vse skupaj pa združeno v neko dokaj posrečeno obliko. Ne? Tu imamo angleščino in slovenščino skupaj. Vprašanje je, če je to res zakonito, zato ker bi morala imeti slovenščina večji font. Ne? Tako ima pa večji font angleščina. Zakaj? Zato, ker smo jih prijavili in so to naknadno nalepili. Ampak lahko bi pa oni rekli, slovenske besede so daljše, zato so lahko napisane z manjšim fontom. Skratka, tu smo nekje na robu. Tule so se zelo dobro znašli, na eni strani flowers, na drugi rože, ampak rože je manjši napis od flowers in če bi jim tule dala inšpekcija kazen, bi šlo to skozi. Tudi na sodišču, zato ker so natanko tako je inšpekcija ravnala recimo pri dvojezičnih tablah v Kopru. Ta vidni vtis je zelo pomemben. Liberty je pa nezakonit napis. Tule imamo spet dvojezično, ampak slovenščina je na drugem mestu. To je nezakonito. In tega, recimo, to so take malenkosti, ki jih nihče ne nadzoruje. Morda so res na prvi pogled nepomembne, ampak če se s tem okuži celotno mesto, to ni več tako zelo nepomembno. Dobro. S tem smo prišli na zadnjo točko in to so kompleksnejši primeri. Meja med tem, kaj je zakonito in kaj je nezakonito, namreč ni vedno povsem jasna. No, in takšni mejni primeri pa pričajo, zakaj ne moremo vsega rešiti zgolj z zakonodajo. Če želimo vzpostaviti kvaliteten sistem javnih napisov in s tem jezikovne krajine v Republiki Sloveniji, je nujno, da ljudi tudi ozaveščamo. Nekaj primerov takih mejnih napisov. Recimo Knafljev prehod ima v angleščini velik napis Slovenke, ampak v angleščini. Tu bi lahko avtorji tega napisa, če bi dobili kazen, rekli, da je to umetniško delo. Na umetniških delih so pa tuji jeziki dovoljeni. Potem spet sporni so lahko plakati s tujimi napisi, če dokaže recimo trgovina, da to spada k neki splošni vizualni podobi. Ampak večinoma jim ne uspe in če boste šli zdajle mimo Millerja, boste videli, da ima Miller dosledno vse prevedeno v slovenščino. Mimogrede, to stane cirka 21 evrov, da narediš nov odtis. To niso neki blazni stroški. Tukaj je spet ena taka sporna stvar. Umetniška dela so lahko tudi v tujem jeziku. To je preprosto zato, da lahko vrtimo filme, da lahko imamo gledališče, da lahko k nam pridejo rock bandi in tako naprej. Ampak recimo, tule ima pa ena trgovina 6 napisov v angleščini in v angleščini, to je res bedasto, je celo Nemec. Skratka, ne da bi GT v slovenščino prevedli, ne,
v angleščino. No, in tudi, če bi dokazovali, da gre za umetnost, je spet tako. Je nezakonito, ampak ne vemo. Potem je vprašanje, ali bi šlo skozi, če bi prijavili na inšpektorat takle obesek, na katerem piše Merry Christmas. Načeloma, zato ker je to na vhodnih vratih, je nezakonito. Ne? Ampak spet, tu smo nekje na meji. Ne? Tu imamo zakonit naslov, ne? In pa nezakonit spodnji del, kljub temu, da je to prijavljeno kot poslovna enota, ampak je ta prijavitelj pozabil dodati te 3 besede in zato bi jih moral inšpektorat sankcionirati. Hudburger je dvojezičen, ampak nezakonit, ker bi morale vse slovenske besede biti opaznejše in večje od angleške. Vidite, tu imamo pa res z veliko welcome to in potem čisto z malo dobrodošli v. Zakaj? Zato, ker so dobili inšpekcijski nadzor in inšpektor ni potem več naknadno nadzoroval, ali so res z ustreznimi črkami dodali slovenščino. Okay. Kaj torej lahko naredimo? Ne glede na popustljivost inšpektorata pri merilih, kaj je še kršitev in kaj ne, niso sankcionirane niti povsem nedvoumne kršitve. Razen v primeru, če kdo vloži prijavo. Na inštitutu smo zato leta 2024 z raziskovalnim namenom vložili več prijav, ki so obsegale zgolj 100 metrov ene ulice. In prav za vse prijave je inšpektorat ugotovil, da so utemeljene in v 1 do 2 dneh je bilo stanje izboljšano, popravljeno, nove nalepke, skratka vse zakonito. To je dokaz, da se da. Ne? Kar je res zaskrbljujoče, je torej dejstvo, da inšpektorat dovoljuje, da je celoten center Ljubljane v nezakonitem stanju, tudi v tistem delu napisov, ki so nesporno nezakoniti. Naprimer open, closed ali vse to, kar smo videli. Zato, ker se kršitev ne sankcionira, so normalizirane in jih je vsak dan več. Prenašajo se tudi na druga področja jezikovne rabe, saj naprimer vse več natakarjev ne komunicira v slovenščini. Ne? Kar spet ni ne v skladu s kodeksom turističnim, ne v skladu z zakonodajo. Dosledno izvajanje nadzora pri takšnih kršitvah bi pomembno prispevalo k ozaveščenosti gostincev in trgovcev glede rabe slovenskega jezika na drugih področjih. Ne? Zato, ker inšpektorat ni proaktiven, sistem razpada in to bo na dolgi rok vse bolj škodilo prav gospodarstvu. Ne? Kot sem že rekel, turisti ob prihodu v tuje kraje pričakujejo vtis, da bodo prišli v tujino. Ne? Ko pridejo v Slovenijo, pričakujejo vtis, da bodo dobili nek videz in slušni vtis Slovenije. Pričakujejo avtentičnost, ne generičnosti. In to ne pomeni izključne rabe slovenščine, ampak zgolj njeno javno prisotnost. Turisti tudi niso nevedneži, ki bi se znašli samo, če je vse okoli njih v slovenščini.
v angleščini. Ne? Sploh v današnjem svetu sodobnih tehnologij, kjer si pomagamo s prevajalnikom. Ne? Recimo, turist bo razumel, kaj je hot dog, tudi če ga ne damo v angleško množino hot dogs. Ne? Hkrati pa moramo vedeti, da po naših opažanjih ne trgovci, ne gostinci, neustreznih jezikovnih izbir običajno ne delajo s slabimi nameni, ampak iz neznanja in neozaveščenosti. Torej je tu zelo pomembna vloga učiteljev in predavateljev, predvsem pa ozaveščanje v procesu izobraževanja. No, vsak od nas je zdaj usposobljen, da katerikoli primer prijavi tržnemu inšpektoratu. Če bi to naredil vsak od nas, bi bila ena uredica že obdelana. In sicer gre to takole. Podati moramo osnovne podatke, torej kje se je kršitev zgodila, zakaj gre, imeti moramo tudi fotografijo in pomembno je, to, kar smo se tudi naučili, da ne prijavljamo imen, ki so registrirana v poslovnem registru Republike Slovenije. Skratka, najbolje je, da sprva sploh ne prijavljamo nazivov. Vse se lahko začne postopoma. Namreč, zakaj gre in kaj je naša izkušnja? Če prijava vsebuje ali se osredotoča na nekaj, kar za inšpektorat ni nezakonito, se inšpektorat s to prijavo sploh ne ukvarja. V prijavi morajo biti torej res zgolj 200% nezakoniti primeri. No? Tule je recimo en primer, ko smo vložili prijavo, nekaj ur po tistem, ko smo mi in pa ta vlagatelj dobili odločbo, so bile že čez nalepke v slovenščini. Ne? Sicer v ne najboljši slovenščini, ampak v slovenščini. Ne? Ali pa tule spet nekaj ur po odločbi so namesto buy, sell, buy back spodaj dodali še prodaja, odkup in tako naprej. In še več, ko so se enkrat zavedali, da je bistveno, da dajejo tudi vtis, da so tu za slovenskega kupca, so dodali, a vidite, tu ni nobenih napisov, tu je pa zdaj cel kup še slovenskih napisov. Ne? Skratka, trgovcem ni vseeno. No, takole je videti prijava, ki smo jo dali glede na opozorilo neke občanke, recimo napisali smo inšpektoratu občanka Darja X, nas je opozorila na zgolj angleške napise v naslednji poslovalnici in sicer to in to, in če je pripeli bomo tudi fotografijo. To smo poslali ob 9 zjutraj na inšpektorat. Tole je bila fotografija od prejšnjega dneva. Ob 12 črk ni bilo več. Ne? Skratka, trgovine reagirajo hitro, ne? In se odzivajo. Ne? Samo inšpektorat mora opraviti svojo nalogo. Na takle način potem vsakega prijavitelja inšpektorat obvesti. Lahko oddate prijavo tudi anonimno, namesto svojega imena in naslova date samo črtico. Rezultat in razlika je zgolj v tem, da vas inšpektorat ne obvesti o izidu. Celoten postopek je pa itak tajen in je vseeno, ali se vi podpišete ali ne.
Na spletni strani se samo vtipka prijava kršitve tržnemu inšpektoratu in tule spodaj kliknete na povezavo in se vam odpre nova stran, kliknete na oddajte vlogo, lahko je tudi po navadni pošti, ampak takole je elektronsko. Vpišete vse podatke, dodate v naslednjem koraku fotografijo in prijava je vložena. Če si slikate tole QR kodo s svojim mobilnim aparatom, sem pripravil tu že vsa možna besedila, ki jih lahko odpošljete na inšpektorat. Samo še besede, ki so neustrezne, vstavite v vnaprej pripravljena besedila. Recimo, na tej povezavi je tole. Če bi koga zanimalo, sem naredil tudi nekaj fotokopij. Skratka, ampak na tej povezavi lahko dobite vsa besedila. Če namreč mi kot občani ne bomo šli v akcijo, ne bo tega naredil nihče. Evo, skratka, vse to so primeri, ki jih dobite na tisti povezavi. Evo. In s tem bi zaključil. Bom dal še na tisto povezavo, če bo koga vmes zanimalo. Primerov, kot sem jih navedel v predavanju, nisem namreč navedel vseh, se je nabralo skupaj 136 zgolj na 4 ulicah v centru Ljubljane. Problematika, kot ste lahko videli v predavanju, ni preprosta, ni pa nerešljiva. Z večjo aktivacijo tržnega inšpektorata k čemur lahko prispevamo mi vsi, in pa z večjim ozaveščanjem lahko dosežemo izboljšanje stanja na tem področju. Najlepša hvala.